Dober dan, to je N1 studio. Čeprav je letošnji maj za zdaj precej hladnejši od lanskega, prav tako nimamo sušnih razmer, pa to ni nobeno zagotovilo, da v prihajajočem poletju po Sloveniji ne bodo pustošili požari. Po lanski katastrofi na Krasu je vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor. Prvo je že pristalo na brniškem letališču in to celo prej, kot je bilo napovedano. Drugo prihaja v juniju, preostala 2 pa prihodnje leto. Kdaj bo Air Tractor lahko začel gasiti, kdo ga bo upravljal, kje bo zajemal vodo ali bo ob vse bolj ekstremni poletni suši in vročini lahko preprečil ponovitev takšnih prizorov, kot smo jih spremljali lani. Z nami v studiu je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje, gospod Leon Behin. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Pa če začneva kar s prejšnjim mesecem, ko ste vi z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem podpisovali pogodbo o nakupu Air Tractorjev, takrat je bilo napovedano, da boste prvi letali v Sloveniji junija. Eno pa je zdaj že prišlo. Kako to? A ste želeli pohiteti v primeru, da bi recimo kakšna suša prišla že prej kot običajno? Ni to bil poseben razlog. Naša želja je itak, da se dobavijo letala čim prej. Iz čisto enostavnega vzroka, kajti potrebno je narediti še veliko aktivnosti. Ni dovolj, da samo letalo pride. Letalo je praktično včeraj priletelo. Pred prevzeme smo delali že tudi v Španiji pred tednom dni. Dokončno bomo zdaj naredili ta kvalitativni pregled še kar nekaj časa. Potrebno je registrirati letalo. Še veliko bolj mogoče kot sama registracija letala je pa ključno usposobitev posadk in pa tudi dobiti dovoljenje za izvajanje gašenja, kar je sigurno v tem primeru najzahtevnejša aktivnost. Temu še prideva, ampak kdaj pa bo to prvo letalo, ki je zdaj tu že pripravljeno za delovanje? Ne, ker minister Šarec je rekel, da zagotovo bosta poletela še pred začetkom požarne sezone. Ja, to je sigurno naš cilj. Letalo, kot ste sami povedali, je že v Sloveniji. Zdaj ga bomo registrirali v slovenskem civilnem registru, priletelo je seveda z začasnimi španskimi oznakami, glede na to, da je pač od proizvajalca. Po sami tej registraciji se že v mesecu maju, lahko rečemo, grejo prvi piloti na šolanje, zato da pridobijo osnovno znanje o letenju s tem letalom. Potem imamo pa tudi že v postopku sklenitev ustreznih dogovorov za tako imenovane inštruktorje in tiste pilote, ki bodo v poletnem času dejansko nam pomagali pri gašenju, kajti gre za zelo zahtevno operacijo, potrebno je pridobiti posebno licenco za tako imenovane nevarne operacije. In tukaj bosta, zato so tudi dvosedni letali, najprej v začetku izvajala en pilotski inštruktor in naši piloti. Konec poletja naj bi naši piloti tudi bili dovolj usposobljeni, da to dejavnost izvajajo sami. Tako da ja, naš cilj je, da se v juliju mesecu, ko se ponovadi začne požarna sezona, bi lahko začeli seveda z omejenim, glede na to, da začenjamo s to dejavnostjo, tudi gašenjem. Bomo pa videli, kaj bo z vremenom, ne? Lahko že junija kakšna suša nastopi, bomo videli, upamo, da ne. Če ponoviva zdaj lastnosti tega letala, zakaj se je ravno to letalo izkazalo kot najboljša rešitev za Slovenijo? Ja, velike in številne so bile razprave, lahko rečemo 20 let v Sloveniji, kakšne vrste letal oziroma letalnikov potrebujemo, zrakoplovov za gašenje v naravnem okolju. V lanskem letu po katastrofalnem požaru na Krasu je bila predvsem dilema, ali je to primerno letalo tipa Ali Canadair, ki ga ima recimo sosednja Hrvaška oziroma Italija. Pa je tako jasno, da ta letala danes niso v proizvodnji in jih ni možno dobiti na trgu, čaka se, kako in kaj bo. Dobavni roki bojo v vsakem primeru več let. Po drugi strani pa potrebno povedati, da Canadair kljub bistveno večjim dimenzijam imajo praktično samo 2000 litrov. Air Tractor ima 3000 kapaciteto, 3 kubike, Canadair pač praktično od 5000. Tako da je to letalo, ki je tudi na drugih enotah, ki izvajajo gašenje v Evropi, najbolj pogosto letalo, najbolj primerno letalo. Strokovnjaki ga ocenjujejo kot vrhunsko letalo. Hrvaška jih ima, imajo jih tudi v Cipru, Franciji, Španiji in tako naprej. In tudi sedaj v dogovoru in pogovorih z dobaviteljem je bilo jasno povedano, da se predvideva samo nakup s strani evropskih držav, tudi s strani evropskega mehanizma približno 30 letal v prihodnjih letih enakega tipa. Vas pa moram to vprašati, zato ker je vaš predhodnik gospod Darko But julija lani
lani, dejal, pa ga bom kar citiral, ne, na upravi smo analizirali potrebe in ugotovili, da so helikopterji tista stvar, ki jo naša država potrebuje. Ne. Je rekel in tudi opozoril, da nas pomoč prek evropskega mehanizma nič ne stane in zato je bil absolutno za nabavo dodatnih helikopterjev, ne pa letal. A so torej zaposleni na vaši upravi zdaj spremenili mnenje ali gre pa pač za odločitev vlade, ki ste jo morali upoštevati? Ne, dejansko gre za strokovne debate, ki so bile po požaru tudi izrečene. Dejstvo je, da so helikopterji seveda zelo primerni tudi za gašenje na našem okolju in dejansko se je v preteklosti naslanjalo izključno na lastno kapaciteto gašenja s helikopterji Cougar in Bell, ki so na razpolago tako v slovenski policiji, predvsem pa v slovenski vojski. In to je bilo razmišljanje, da se seveda ta dvonamenskost, ki jo zagotavlja helikopter tudi za neke druge vrste reševanja in izvajanja osnovnih operacij slovenske vojske in slovenske policije, seveda lahko primerno. Absolutno pa, ukolikor gremo na zagotavljanje lastnih namenskih kapacitet, so pa to vrstni letalniki zelo primerni, tudi cenovno so približno 4-5 cenejši, kot je eno od primernih helikopterskih kot je helikopter. Hkrati pa potrebno povedati, da so kapacitete gašenja in hitrost odmetavanja vode, kar je en ključnih, v tem primeru povsem neprimerljive in v korist air traktorjev v primerjavi s vrečami in na helikopterjih. Zdaj, ob tem še velja omeniti, da tudi Spartan dobi modul poseben za gašenje, ampak ta bo šele naslednje leto, če prav razumem. Da, treba je tudi vedeti, da letalo Spartan je vojaško letalo namenjeno pač transportu. Absolutno se bo vključevalo lahko in dobi tudi poseben modul, drugačen kot je bil viden v lanskem letu v Republiki Sloveniji. Gre za 5-kubični modul, se lahko gasi, vendar pa so propozicije tega letala seveda lahko samo kot pomoč in je neprimerljiv, kar se tiče karakteristik z air traktorjem. Minister Šarec je takrat v podpisu pogodbe dejal, da se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami v Sloveniji, da je to začetek postavljanja sistema, kot ga še nismo imeli, da pa mora omogočiti predvsem preprečevanje tako velikih razsežnosti požarov, kot je bil ta lanski največji doslej v Sloveniji. Kako bo torej zdaj deloval ta sistem, ki bo pod vašim okriljem v bistvu pod upravo za zaščito in reševanje? Ja, ta sistem je treba povedati, da bo bistveno drugače deloval, kot deluje danes. Zato je tudi izbor primernega zrakoplova bistveno drugačen, kot mogoče nekdo razmišljal v Kanaderju kot zelo velikem letalu oziroma helikopterjih, ki to gasijo. Namen tega letala je, da se aktivira takoj že v samem pojavu požara, kar pomeni, da je naš cilj za to namensko enoto, ki jo imamo, da so 24/7 v času poletne sezone tudi pripravljeni in so že z napolnjenim rezervoarjem na osrednjem letališču. Kar pomeni, da če se pojavi požar na Krasu ali pa kjerkoli drugod v Sloveniji, letalo vzleti istočasno, kot je bil javljen požar v času požarne ogroženosti. In to letalo naredi ali odmet ali samo preventivni, ampak ključno je, da on pride v 10-15 minutah na požarišče. Vsi naši dosedanji načini gašenja so bili bistveno drugačni, da so se seveda najprej na teren poslale gasilske enote. Okolikor gasilci niso bili uspešni, to je največkrat bilo ocenjeno seveda po nekaj časa, pol ure, 1 uro, in dokler so prispele te kapacitete, je minilo več ur in takrat je bil obseg požara bistveno večji. Zato so tudi lahko Kanaderji bistveno drugače gasili, kot gasijo v tem primeru, kar pomeni, da tukaj je čisto enostavna filozofija, istočasno proženje gasilske enote na terenu in zračne enote za gašenje v tisti najbolj izpostavljeni sezoni in da se zatre požar že v začetku in da nimamo takih situacij, kakršno smo imeli lani. Ja, pa potem je bilo treba čakati še na pomoč iz tujine, kar je tudi trajalo kar nekaj časa, da so prišla. Dejstvo je, da pri požarih je tako, da vi večino požarov, 99% požarov se da zelo hitro, sploh če so odkriti ob nekih primernih pogojih. Je pa dejstvo, da tudi ob nekih ekstremnih vremenskih pogojih, burje in vsega ostalega zrakoplovi tudi v začetni fazi ne morejo pomagati gašenju. V takem primeru se pač požar bistveno drugače razvije in v takem primeru seveda bomo potrebovali mi lahko tudi še pomoč slovenske vojske, drugih letalnikov in tudi nenazadnje letal iz evropskih držav. Gre za zelo specifične, kot sem že rekel, razmere.
ampak naš glavni cilj je ne samo na Krasu, na celi Sloveniji, praktično zatreti požar že na začetku. Kje bodo ta letala zajemala vodo? Ministrstvo za naravne vire je že sporočilo, da tudi na zaščitenih območjih zakonodaja to že dopušča. Kje torej na stoječih, na tekočih vodah, morda tudi v morju, čeprav je slana voda za okolje, vemo, da kar škodljiva? Ja, dejansko vse tukaj ni nobene razlike niti do tem, kar se je dogajalo danes in tem, kar se bo pogajalo v prihodnje. Zajem vode v naturi, ne naturi je v primeru naravne nesreče in pa seveda požara dovoljen. To so delali tudi gasilci s črpalkami, ne nazadnje pa so gasili. To so delali tudi že zdaj z letali za zajemanjem in črpanjem vode, tudi za filanje vreč ali pa kanader na jezeru v primeru požara na Gorenjskem. In enako seveda se bo dogajalo tudi v prihodnje. In naš cilj je seveda, da se glede na lokalno specifiko, kjer pride do požara, že naprej ve točno določeno mesto, ali bo prišlo do zajema vode na nekem vodnem telesu, reki oziroma jezeru, eventualno tudi morju, ali se ga bo polnilo na samem letališču. V večini primerih, glede na specifiko Krasa in vsega ostalega, mislim, da je vsem jasno, da se bojo uporabljale letališča za polnjenje, v primeru pa zaradi bližine. Lahko pa tudi morje oziroma praktično neko drugo vodno telo. Je pa treba povedati, da to letalo praktično podvoji svojo težo od 3000 in še nekaj kilogramov na praktično 7000, ko je polno. In tukaj so tudi vzletne dolžine, lahko merijo potem v 700-800 metrih. Zaradi tega je treba imeti zelo v vidu, kje se to lahko zajema. Kar se tiče pa slane vode, ja, seveda naša intenca ni, da bi slano vodo zelo gasili. Zajemanje vode v morju je problematično na tistem delu tudi zato, ker ponovadi gašenje se izvaja takrat, kadar tudi piha in je valovito in je seveda zajemanje vode s takimi zrakoplovi kar otežkočeno. Rekli ste glede začetka izobraževanj pilotov, da že v tem mesecu. Kakšen je pa kaj interes? Zdaj v tej prvi fazi seveda je treba vedeti, da Slovenija je dobila ta letala izredno hitro. Pač tukaj smo izkoristili vse, kar lahko izkoristimo, da letala pridejo čim prej. Šolanje pilotov so seveda zaradi tega tudi omejene, ne moremo dobiti 10 mest za šolanje teh pilotov, kajti tudi kapacitete šole oziroma proizvajalca so omejene. Zato je tudi nam bilo v interesu, da jih gre čim več. Dobili smo 3 mesta, zaenkrat jih bomo izpolnili v maju mesecu s 3 mesti. Kasneje tudi bomo dodajali posadko in vse 3 mesta bojo zapolnili 2 pilota, ki že sedaj sta tudi letela v Slovenski vojski in kolega, ki je zaposlen na Ministrstvu za obrambo, ni pilot Slovenske vojske, se bo pač prešolal na to letalo in tudi izvajal potem tudi profesionalno to službo gašenja. Novi hangarji na letališčih Brniki in Cerklje za ta letala se že gradijo, so že? Mi nismo nikoli rekli, da bomo gradili nove hangarje, ker je to zelo velika investicija. Trenutno hangariramo na Brniku letalo, ki je prispelo. Tudi v poletni sezoni ga bomo hangarirali na Brniku drugo letalo, ki pride. Izkoristili bomo možnost, da gre na popravilo letalo Falcon. V tem trenutku itak je naša želja, da v požarni sezoni se vsaj eno letalo, zelo verjetno Divačo ali pa Ajdovščino, ampak zelo verjetno Divačo, namesti zaradi bližine in vsega ostalega. Tam že obstajajo hangarji, ki bomo seveda za tisti čas tudi najeli. Za ostali del sezone se pa pogovarjamo ali v Cerkljah ali na samem letališču Brnik, kajti letališče Brnik je zelo primerno letališče, iz njega se praktično v 20 minutah doseže vse konce, ki so kolikor toliko pomembno požarno ogroženi v Sloveniji. Hkrati je možno letenje v vseh vremenskih pogojih in tudi skozi cel dan, kar je za nas zelo pomembno. V nadaljevanju, ko bojo pa 4, pa absolutno bomo tudi zagotavljali skupaj za Slovensko vojsko in z ostalimi ponudniki lastne hangarske kapacitete. Bo pa Slovenija ta letala dala tudi v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov, tako kot so seveda tudi nam pomagali v prejšnjih letih, RESC-EU se temu reče. Kaj to pomeni? Se lahko zgodi, da bodo ta letala kje drugje, potem jih bomo pa v Sloveniji potrebovali? Ne. Točno to je bilo tisto. Tudi v lanskem letu je bilo zelo veliko govora, da se je Uprava za zaščito in reševanje prijavila kot potencialni kandidat na poziv Evropske
komisije za tem, da bi bilo možno graditi kapacitete tako imenovane RESCU iz evropskega denarja posebej za to. V takem primeru bi Slovenija kupila oziroma najela letala direktno iz evropskega denarja, sama pokrivala zadeve obratovanja in hangariranja, vendar bi morala ta letala uporabljati samo v primeru, če bi bila lastno ogrožena, če bi pa zaprosila katera država, bi pa ta letala bila v tujini. Mi smo se odločili, da gremo v nakup lastnih letal, to so letala Republike Slovenije. Res, da so financirane iz evropskih sredstev, ne iz naslova RSKU-ja, ampak lastnih kohezijskih sredstev, ki pripadajo državi. Tako da ta letala so povsem avtonomna in bojo gasila prioritetno v Sloveniji. Če pa seveda na podlagi bilateralnega dogovora ali pa zaprosila katero od sosed zaprosi za občasno, tako kot smo mi prosili, pa so Italijani prišli ali pa Hrvati, Slovaki in tako naprej, potem bo to letalo šlo v tujino. Absolutno pa ni nujno in to je ta prednost, zakaj smo se odločili za nakup lastnih letal. In seveda vsi skupaj upamo, da bodo ta letala vzletela čim manjkrat. Greva pa, zdaj sva pri koncu še k enemu aktualnemu vprašanju. Ravno ta teden mineva 1 leto od najhujše delovne industrijske nesreče v zgodovini Slovenije, eksplozije v kočevskem Melaminu, v kateri je umrlo 7 ljudi. Prav vi ste bili vodja te najbolj zahtevne intervencije v vaši dolgoletni karieri. 40 let ste že gasilec, zdaj ste sicer na novi funkciji, ampak me vseeno zanima, kaj smo se iz te tragedije naučili, kaj danes drugače, smo bolje pripravljeni, da se kaj takšnega v Sloveniji ne bi ponovilo? Ja, jaz mislim, da če govorimo o 2 nivojih, prvo pač strogo lokalnem, pa potem tudi nacionalnem, smo se iz te nesreče, jaz mislim, da in upam, zelo veliko naučili, predvsem pa, da bomo zelo veliko ali pa kar nekaj stvari spremenili v prihodnje. Kar se tiče lokalnega okolja, tako kot za Kočevje, kot za vsa lokalna okolja, je sedaj kristalno jasno, da ne glede na razne ocene, ki so izdelane v verjetnosti oziroma neverjetnosti posameznih dogodkih, se ti dogodki lahko zgodijo in se zgodijo v določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da moramo biti na njih pripravljeni in tudi korektno obveščati javnost in vse ostalo, kako se obnašati v takih situacijah. Če pogledam samo recimo Kočevje, pa ne bom govoril direktno o Melaminu, govoril bom pač o spremljajočih aktivnostih. Vsi smo zelo navajeni in vsi treniramo umik in evakuacijo v primeru požara v nekih javnih objektih, kjer vsi ga zapuščamo. To je povsem napačno dejanje, kar se tiče možnosti onesnaženja zraka s strupenimi plini in vsega ostalega. In vsi so reagirali relativno rutinsko in so bežali ven, kar je bilo povsem neprimerno v primerjavi s to, da je bila pač ta eksplozija. Danes že potekajo številne aktivnosti na področju občin, šolstva, izobraževanja, priprave načrtov, kjer ljudi enostavno osveščamo, da je treba biti razmišljujoč tudi zaradi vojne v Ukrajini in nečesa drugega. Včasih je potrebno se zakloniti, ne pa bežati iz samega objekta. To je en čisto tak praktičen primer, ki se je dogodil. Drugič pa mislim, da tudi, tako kot je napisala komisija, ki je pač analizirala vso nesrečo, je kar nekaj aktivnosti, ki jih je potrebno pri tovrstnih proizvodnjah dopolniti in spremeniti. Na srečo je teh nesreč malo, kadar se pa zgodijo, so pa tu po drugi strani zelo dragocena šola. Zelo se lepo vidi, kakšni morajo biti rezervoarji, odmiki, kdaj se to lahko dela, kjer je varnostni, kakšno mora biti usposabljanje zaposlenih, kako se mora predvideti tudi verižnost reakcij, kar pač v večini primerov v Evropi ni primer, ne samo v Kočevju, in da je potrebno dopolniti in izobraziti ljudje tudi z opremo, ki mora biti specifična za posamezne vrste. Tako da šol je veliko, jaz samo upam, da ne bomo prehitro pozabili tovrstnih nesreč, predvsem zaradi ljudi, ki živijo v okolici oziroma ki živijo v vplivnem območju. Dobro, več o tem pa seveda v posebni oddaji, ki še prihaja ta teden ob obletnici nesreče v Melaminu. Za danes pa, spoštovani gospod Behin, najlepša hvala, da ste prišli na N1. Ja, najlepša hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na n1info.si še naprej spremljali, kako poteka vpeljavanje novih letal za gašenje v Sloveniji, zato nas spremljajte. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.